Bienalna razstava Our Collective Limits je nastala v sklopu Bienala mladih umetnic in umetnikov Mediterana in Evrope in poteka že od 80 let in v bistvu združuje na enem mestu umetnice in umetnike pod 35 letom starosti. Skupaj z Mislanom Adnanom Yildizom sva bila lani izbrala kot kuratorja Bienala in sva na podlagi odprtih pozivov, ki so se zgodile v državah članicah bienalne mreže, v bistvu zbrala 86 umetniških del, 94 umetnic in umetnikov in kolektivov, ki sodelujejo na Bienalu, ki je odprt v Gorici, Novi Gorici in Vipavi. Mreža v bistvu deluje na principu sodelovanja med partnerji in članicami mreže Bienala mladih. V to mrežo se lahko vključijo vse članice Sredozemlja in Evrope, ki bi želele na Bienalu in pri drugih aktivnostih mreže sodelovati. V praksi pa je to pri tem Bienalu pomenilo, da sva z Mislanom v bistvu pripravila odprti poziv za umetnice in umetnike, potem so pa te partnerske organizacije v svojih državah ta poziv odprle za njihovo lokalno kreativno publiko. Partnerji in članice te mreže pa se k temu zavežejo, da v bistvu podprejo umetnice in umetnike, ki pridejo na Bienale, tako s kritjem stroškov prevoza in prevoza umetniških del, kot tudi s honorarji. Ker razumemo, da prihodnost sloni na mladih in menimo, da so umetnice in umetniki lahko tudi ključni pri preopraševanju tega, kaj neka alternativna prihodnost v bistvu sploh pomeni, smo Bienalo združili tudi s forumom mladih, in sicer mladih umetnic in umetnikov kot odločevalcev, ki se je zgodil tekom odprtih dni Bienala konec maja in začetku junija letošnjega leta. Ker smo v bistvu začeli s tem forumom, sva z Mislanom nekako razmišljala, da je potrebno razumeti torej ta Bienale v 3 sklopih, in sicer kot nek odločevalski premišljevalni del, ki ga imenujemo forum, kot oblike, ki mogoče napovedujejo prihodnost oziroma kritizirajo trenutno stanje družbe in okolja, forms, in potem kot premislek o sami hrani oziroma pač kaj hrana v današnji družbi zares pomeni, torej kot food. Te 3 F-ji, food, forum in forms, so nekako zabeležili v bistvu potek našega sodelovanja in tudi sam odprt poziv, ki sva ga potem izdala novembra in potem konec decembra smo izbrali umetnice in umetnike, ki so zdaj pripravili to skupinsko razstavo. Ena izmed najinih nalog je bila v bistvu tudi povezati temo Evropske prestolnice kulture Gorica Nova Gorica, ki se imenuje Borderless, s temo Bienala. Ker smo v bistvu zelo kritično pristopili do te teme, smo potem premišljali o tem, kje so naše osebne meje, torej bodisi geografske, lokacijske, kot tudi prostorske, osebne meje, skupnostne meje, kako se lahko z mejami zaščitimo in hkrati kako meje na nas vplivajo. Četudi je tema brezmejno, borderless, lahko nekaj, kar se zdi odprto, nekaj, kar se zdi vabljivo, smo v bistvu zelo hitro razumeli, da brezmejnost danes ne obstaja in je treba do mej realnih, ki jih imamo med seboj, pristopiti resno. Že samo na samem Bienalu se je pokazalo, da določene umetnice in umetniki nosijo torej, potne liste ali osebne izkaznice, ki jim pripomorejo k tej brezmejnosti, ki jim pomagajo pri gibanju, in medtem ko drugi pa nosijo na žalost take, ki jih pri tem omejujejo. In to je nekaj, kar smo želeli neposredno tudi nasloviti. Zaradi 3 sklopov, forum, form and foods, smo razumeli, da bodo tudi odpiralni dnevi Bienala, ki so potekali med 31. majem in 3. junijem 2025, namenjeni predvsem druženju teh mladih umetnic in umetnikov. Želeli smo vzpostaviti čim več
performancev, skupinskih druženj, momentov, kjer lahko sobivamo in v bistvu skupaj hkrati spremljamo performance, ki so potekali v teh dneh, hkrati uživamo v hrani in premišljamo v bistvu na teme, ki so jih predlagale umetnice in umetniki. Nekateri performanci in dogodki so potekali tudi v naravnem prostoru, torej v nekem gozdnem okvirju. Vabljeni smo tudi na tako individualne kot kolektivne sprehode, tudi za časa odprtja razstave. Performansi in predstave, ki so se zgodili tekom odpiralnih dni v Gorici, Novi Gorici in Vipavi, pa so v bistvu prisotni še danes na razstavi. Neki ostanki teh performansov so vidni kot neke instalacije, medtem ko smo za druge seveda poskrbeli za nujno potrebno dokumentacijo, ki si jih pač ta umetniška dela zaslužijo. Ena taka rdeča nit, ki se je v bistvu znotraj tega pokazala, je, kako v bistvu razmišljamo o hrani sami in o odpadni hrani, kako smo lahko do tega, kako ravnamo s hrano, kritični na eni strani, na drugi strani pa kako lahko hrana v bistvu povezuje skupnosti, tudi čez mejo. Med drugim lahko govorimo tudi o nekemu ekscesu, recimo temu kiču, saj smo v nekaterih oblikah prepoznali, da v bistvu umetnice in umetniki želijo izraziti čim več, da želijo ta maksimalizem z namenom prikazovanja mogoče nekih identitet, ki niso normativne, hkrati pa želeli pokazati, da v bistvu v svojem procesu delovanja, bodisi na kulturnem področju ali v osebnem življenju, v bistvu pridelamo vedno več in več odpadnega materiala. Pred uradnim odprtjem stalne postavitve v muzeju Epik smo lahko razstavo namestili tudi v te prostore, in sicer je v bistvu tam predstavljen največji sklop umetniških del. Tako da smo veseli, da se to dogaja v neposredni bližini pač glavnega trga Evrope. Na glavnem trgu Evrope se v bistvu nahaja tudi mural, ki je bil izdelan prav za časa odprtih dni Bienala in bo na ogled še naprej. Medtem ko pa v javnem prostoru lahko srečamo tudi dve umetniški deli, in sicer mural na prehodu od železniške postaje proti centru mesta in audio inštalacija v tunelu. Na tej osi od tunela mimo železniške postaje in proti Epiku pa potem nadaljujemo v bistvu pot tudi do Mostovne, ki nam je bilo potrebno izpostaviti zaradi svojega nevladnega ozadja, alternativnega ozadja, in smo veseli, da je lahko neka manjša razstavica nastala prav tam v galeriji Tir. Ko smo med krajšim raziskovalnim obiskom v januarju letošnjega leta obiskali tudi Vipavo, nam je bila ponujena možnost, da v bistvu razstavo razširimo tudi v tiste prostore, in sicer v prostore dvorca Lantieri v Vipavi, kjer je trenutno univerza v Novi Gorici, pa tudi turistično-informacijski center, ki so nam te prostore v bistvu dovolili v uporabo, tako da lahko nekaj del vidimo tudi tam. Vsi se pa nekako povezujejo na temo sakralnosti na eni strani, kjer so dela razstavljena prav v kapeli, kot tudi na drugi strani v bistvu v povezavi z naravo in mejami. Na italijanski strani, torej v Gorici, pa smo v bistvu dobili v uporabo prostore kulturnega doma Gorica, tudi za performance, kot tudi glavni oder in telovadnico, kot tudi v bistvu, da smo lahko ta nova umetniška dela umestili v neko stalno postavitev, ki jo kulturni dom ima.